Lep dober večer želim, dobrodošli na prvem soočanju 1 na 1 iz oči v oči po aprilskih volitvah. Aktualni predsednik vlade Robert Golob in nekdanji predsednik vlade Janez Janša sta z nami. Pozdravljena, dobrodošla. Dober večer. Še slabe 3 ure in konec bo nagovarjanje volivcev pred trojnim referendumom o vladi, RTV-ju in dolgotrajni oskrbi, ki jih je, kot vemo, vložila opozicijska SDS. 3-krat za ali 3-krat proti? Kakšni so argumenti dveh daleč najbolj ključnih v tej kampanji? To je seveda tudi test zaupanja za njiju kot politični osebnosti, pa tudi za vlado in SDS sicer. Nemalokrat se pri nas bolj kot vsebini odloča proti nekomu. Ali bo tudi tokrat tako? Kdo komu nagaja, kdo koga pošilja v pokoj, kdo koga na volišča? Torej, spoštovana gosta, najprej gospod Golob, zakaj naj po vašem volivci v nedeljo na referendumih glasujejo za? Najpomembneje je to, da se ljudje udeležijo referenduma in k tem jih nagovarjamo od prvega dne, zato ker verjamemo, da mora biti ta glas jasen. Jasen z vidika ljudske volje. Več razlogov je, ampak namenoma se bom navezal na tistega, ki je najbolj očiten. To, kar opazujemo na javnem RTV-ju v zadnjih mesecih, je najboljši dokaz, zakaj je treba iti na referendum, zakaj je treba glasovati za in pomagati v resnici RTV-ju, da se osvobodi te more, v kateri živi zadnjih par mesecev. In kdo je odgovoren, oprostite, za to moro, v kateri živi zadnjih par mesecev? Zaradi tega, ker je situacija, v kateri je politika, je vseeno katera, tudi če bi bila naša, nastavlja večino programskega sveta in si potem pod jarmi uredništvo in vse, organe znotraj javnega RTV-ja nekaj nedopustnega. Zato smo mi spisali zakon, kjer se sami odpovedujemo natančno temu vplivu, ker hočemo, da RTV dejansko deluje v javnem interesu in ne v strankarskem. Torej, da RTV deluje v javnem interesu, se strinjate, gospod Janša, in seveda zakaj, po vašem mnenju, naj volivci v nedeljo glasujejo 3-krat proti? Zdaj, daleč najpomembnejše odločanje v nedeljo bo glede zakona o dolgotrajni oskrbi. Vlada je že takoj na začetku mandata vložila novelo zakona, ki je zelo kratka. To ni novela zakona, ki bi prejšnji zakon popravljala. To je novela zakona, kjer v 1. členu piše, letnica 2023 se zamenja z letnico 2024 in letnica 2024 se zamenja z letnico 2025. Skratka, prelaga se uveljavljanje nekega zakona, ki smo ga čakali desetletja in ki omogoča starejšim, pa ne samo starejšim, tudi tistim bolnim, iz državne blagajne plačano dodatno oskrbo, ki jo morajo zdaj plačevati iz svojega žepa, pa tudi če so na socialnem minimumu. Torej, tukaj ne gre za to, da bi vlada spreminjala nekaj, kar se ji ne zdi dobro. Gre za to, da odlaga uveljavljanje nečesa, do česar smo prišli po 20 letih. To je ključno odločanje v nedeljo, kar se RTV tiče. Zakon, ki velja mislim, da 20 let. In dokler so bili predsedniki programskega sveta, bivši predsedniki stranke socialnih demokratov, pa njihovi funkcionarji, je bilo vse v redu. Zdaj, ko pa naenkrat temu ni več tako, je pa baje konec sveta. In zdaj se predlaga obglavljanje vodstva sredi mandata, kar je itak protiustavno. Gospod Golob, obglavljate vodstvo sredi mandata? Poglejte, situacija je tako očitna, da ne bi mogla biti bolj. Danes je RTV strankarsko glasilo. Zaposlujejo se izključno po politični liniji novi uredniki, novi novinarji. Vsakomur je jasno, da treba temu reči konec. Vsakomur. Vsi argumenti, ki so bili navedeni, so v resnici samo opravičevanje strankarskega prevzema strani SDS, javnega RTV-ja. Svoboda nima nobenega interesa. Jaz se ne bom spuščal, kaj je bilo 20 let nazaj. Jaz lahko prevzem odgovornost, kaj bo od danes naprej. In Svoboda je jasno povedala, mi nočemo biti enaki. Mi nočemo strankarsko prevzemati radio televizije. Pa se bom navezal vseeno na dolgotrajno oskrbo. Ko bi ne bilo res, da bi vse to ljudje dobili. Ampak stroka od prvega dne, ko je bil zakon sprejet, stroka, ne politika, še preden sem se podal v politiko, govori, zakon o dolgotrajni oskrbi je neizvedljiv. Če ga ne bomo popravili, in seveda imamo popravke že pripravljene, ne samo zamaknitev. Če ga ne bomo popravili, bojo ostali sedanji oskrbovanci brez sedanjih pravic. In zato rabimo zamik. To je, bom rekel zelo odkrito, čista laž. Noben oskrbovanec ne ostane brez sedanjih, to pravi stroka. Brez sedanjih pravic.
Nobena stroka to ne pravi. Povejte mi, brez katere pravice ostanejo oskrbovanci, če se zakon uveljavi. Če se zakon ne uveljavi, ostanejo brez pravic, ki jih ta zakon daje. Zelo enostavno. Po obstoječem zakonu, poudarjam, ki je neizvedljiv, bi morali vsi obstoječi oskrbovanci in upravičenci iti skozi ponoven proces odločanja, ali so do storitve upravičeni ali ne. Pravi, nekdo, ki je danes v domu, živi v domu, bo moral iti skozi komisijo, ki mu bo morala potrditi obseg pravic in storitev, ki mu pripada. To je nekaj, kar je, in teh komisij seveda ni, niti kriterijev ni. In to je nekaj, kar je nezamisljivo, da bi bilo sploh izvedljivo. Mi moramo spostaviti nov zakon, bo spostavil sistem avtomatizma za že zatečene pravice. Nikomor ne bomo odvzemali. Danes se pravice po obstoječem zakonu odvzemajo. Tretjina, približno 23.000 trenutnih upravičencev je na stopnji tveganja ali pa ogroženih, da bi po obstoječem zakonu, ker ne uveljavlja celotnih standardov in košarice, ki že velja, da bi to izgubilo. Ampak povejte mi, kaj bo to pomenilo? Replika najprej, potem pa moje vprašanje. To seveda ne drži. V zakonu piše povsod, da obstoječe pravice vse ostanejo, dobijo pa upravičenci nove in za te nove je seveda treba določiti, kaj komu pripada. To, kar pa že doslej pripada, pa ostane. Ta zakon nikomur ničesar ne jemlje. To pravi politik in jaz kot politik lahko samo rečem, če se nevladniki, srebrna nit, ne strinjajo s tem in pravijo, izgubili bojo. Če se skupnost socialnih zavodov, teh istih, ki trenutno oskrbuje, pravi, ni res, izgubili bojo. Ni stvar, kdo od naju lepše govori. Poanta je drugje. Kdo od naju je tisti, ki prisluhne stroki. Tistim, na katere nimamo vpliva. Ne našim prišepetovalcem iz ozadja, ki si pa želijo svoje interese uveljaviti. Ja, ampak če dovolite, bomo šli še področno po posameznih zakonih, nedvomno. Vidim, kaj je zdaj rak rana seveda pri vseh teh referendumih. Tudi zadnje javnomnenjske ankete kažejo pri dolgotrajni ravno, ki jo vi omenjate, gospod Janša, da je po anketah pri anketirancih seveda kar veliko ljudi za. Pri drugih zakonih, govorimo o vladi in pa o RTV-ju, so si pa bližje, vsaj kar se anket tiče, prava anketa je seveda šele v nedeljo. Pa vendarle, še prej bi se dotaknila nečesa drugega. Kar precej ostra retorika je v minulih tednih potekala med vama. Gospod Golob, vi ste dejali na kongresu, dovolj je bilo, želite si, da volivci gospodu Janši sporočijo, naj gre v pokoj. Pa mi povejte, zakaj. Zelo enostavno. Verjamem, da je nastopil v Sloveniji čas za menjavo generacij. Predsedniške volitve, ki smo jim bili priča, in gospod Anže Logar, ki je iz iste politične opcije kot gospod Janša, je uvedel, in vsa pohvala, v javni diskurs v predsedniških volitvah spoštljivost. Vrednota, ki jo tudi mi zagovarjamo. Mi si želimo, res si želimo, iskreno, da volivci na vsak možen način povejo vsem nam politikom in nas nagradijo ali pa kaznujejo. Takrat, ko smo spoštljivi do njih, do volivk in volivcev, in takrat, ko smo manj spoštljivi in da nam to povejo. In tisti, ki ne zmoremo, pa govorim v prvi osebi množine, ki ne bomo zmogli testa volivcev, se lahko vsi poslovimo, ker je menjava generacij nekaj, kar je nujno povsod v družbi, ne samo v politiki. Gospod Janša, kaj pravite na to? Vi ste odgovorili, pošiljajo nas v penzijo, Argentino na strelišče in naš odgovor bo odhod na bojišče. To ni bil odgovor gospodu Golobu, to je bil odgovor na neko pesem, ki so jo peli na tistem zborovanju, kjer dejansko pravi, ponovili bomo zgodovino, nekateri bodo šli na strelišče, drugi pa v Argentino. In to se prepeva po Ljubljani na teh protestih, ne da bi bila kakšna javna obsodba in reakcija. Od tistih, ki se vedno zavzemajo za spoštljivost. Tudi ne vem, kaj ima etiketiranje polovice volilnega telesa z mračnimi silami, za kako spoštljivostjo. Ampak to ni bistvena tema. Glejte, bistvena tema je to, da so pred nami 3 referendumi. Zdaj, na referendumih odloča ljudstvo. Ne odloča tisti, ki tako ali drugače govori s tem, da zdaj, ko smo že pri sovražnem govoru, glejte, obstaja ta resnica in obstaja laž. Obstaja resnica in obstaja laž. Zdaj, za človeštvo je bistveno manj škodljivo, če je povedana resnica, pa tudi če je ta povedana grobo, kot če je povedana laž, pa če je ta zavita še v takšen sladkor in celofan. Kar se tiče referendumov,
Je pa tako, ko ljudje odločijo, to drži, ne samo, da je to treba spoštovati, to je treba tudi uveljaviti in to velja. Mi nikoli nismo imeli s tem problemov. Kdo pa ima problem? Problem pa je v tem, če se ljudi zavaja. In zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je zdaj predmet, ta novela zakona, ki ga je predlagala vlada, je tipičen primer tega zavajanja in sklicevanja na stroko. Glejte, stroka ni ena oseba. Zdaj, ko govorimo o stroki, govorimo o stotinah strokovnjakov. Eni so ta zakon pisali, stroka je pisala ta zakon. Ko smo mi to dobili v roke, gospod Golob, je bilo v vladnih predalih 127 različic tega zakona, pa noben ni prišel do parlamenta. Zbrali smo stroko in ta stroka je napisala zakon, ki je bil potem s težkimi mukami sprejet. Vi pa niste zbrali tiste stroke, ki se s tem ni strinjala, da bi napisala dopolnitve tega zakona, ampak enostavno predlagate preložitev uveljavitve zakona in s tem jemljete ljudem pravice. Iz proračuna ste vzeli 63 milijonov evrov, ki smo ga mi v sprejetem proračunu za naslednje leto namenili dolgotrajni oskrbi. In potem je vsa stvar. Gremo na krajši odgovor. Če dovolite, gospod Janša. Replika bomo kasneje. Izvolite repliko, gospod Golob. Bom prikazal absurdnost teh trditev na točki denarja. V proračunu za leto 2022, letos, ko zakon sploh še ni uveljavljen, je bilo predvidenih 170 milijonov. Za koga? Če zakon sploh še ni bil nikoli, ni še ne bo uveljavljen točno leto. Seveda smo mi teh 177 znižali najprej na 60 in zdaj na 15. Zato, ker ni nobene podlage, da bi lahko ta denar uporabili. Ker zakon nastopi katerikoli z letom 23 in nič prej. Kar se tiče stroke, kdo je stroka, kdo ni. Pa zakaj mi nismo še pripravili nova zakona? Zato, ker smo najprej vložili zamik, da ne bi bile ogrožene pravice, ker nismo hoteli tvegati, da kdorkoli ostane ali dobi negativno odločbo, kot napoveduje ZZZS, ne mi, to ni vladni organ. Zdravstvena zavarovalnica napoveduje, če se ne bo nič spremenilo, če ostane tale zakon, bomo primorani izdajati negativne odločbe obstoječim oskrbovancem. Če ne bi bilo referenduma, in zdaj pridemo do točke, kje je problem z referendumom. Če referenduma ne bi bilo, bi bil zakon, nov zakon, boljši zakon, tak, ki bi bil izvedljiv in ki bi imel znane vire, že zdavnaj vložen. Ampak, ker imamo referendum, ali ga smemo vložiti? Ne, to je pravo vprašanje. Ne smemo. Gospod Janša. Glejte, če bi vi nameravali vložiti novelo zakona, ki obstoječi zakon popravlja, potem bi to naredili. Ste položili novelo zakona, ki samo zamika. Kdaj je bilo to? Ki samo zamika. Eno leto časa je bilo. Pred enim letom še nismo prevzeli vlade, nažalost. Če bi prevzeli pred letom dni. Glejte, pol leta časa, se popravljam. Ampak celega pol leta imamo blokiranega zaradi vaše zahteve za referendum. Mi smo vložili julija smo vložili novelo in napovedali, da bomo septembra prišli z novo novelo, s katero bomo izboljšali zakon. Zdaj pa moramo od julija zaradi referenduma, ki je popolnoma nesmiseln, čakati do decembra. In zato pravite, razložite mi to logiko. Vi ste julija premaknili za to novelo, ki je zdaj predmet referenduma, izvajanje zakona iz 1. januarja leta 2023 na 1. januar leta 2024, septembra ste pa mislim zakon popravljati. Mislim, ne bilo treba nič prelagati, če bi vi prišli z zakonom, z novelo zakona, ki obstoječi zakon popravlja, gledajte, vse dobre rešitve bi tudi mi podprli, ne bilo nobenega referenduma, nobenih problemov. Ampak ves čas govorimo o tem zakonu, noveli zakona o dolgotrajni, imamo še dve drugi. Pa vendarle, še vedno vztrajate, gospod Golob, da pri tem opozicijska stran, seveda SDS, nagaja vladi, ko gre za vse te tri referendume. Vam bom pa dal primer zakona o vladi. Zakaj je to očitno nagajanje? Zato, ker nobena vlada do zdaj v zgodovini Slovenije, niti ki v svetu, ni morala polagati na referendumu ponovno račune, kako se želi organizirati. Nikoli do sedaj ni bilo referenduma o organizaciji dela vlade. To je najboljši dokaz nagajanja. Če je pri RTV-ju referendum v funkciji zadržanja nekih pozicij, če je pri dolgotrajni oskrbi referendum v resnici, če hočete,
dali smo ga zraven, zato da ne bo očitno, kaj počnemo, je pri zakonu o vladi izključno nagajanje demokratično izvoljeni vladi, da bi lahko izvajala svoje načrte. O tem vem, da bo še govora, kateri so tisti načrti, ki so zaradi tega zdaj 6 mesecev bili zaustavljeni in ki so ogroženi, ampak izključno zaustavljene dela vlade. Gospod Janša, se strinjate s tem, ko gre za zakon o vladi, da nagajate vladni strani? Glejte, ne obstajajo nobeni načrti, ki jih sedanja vlada ne bi mogla uresničevati z 16 resorji. Mogoče je kakšna izjema, ampak ne vem, Nemčija 40krat večja od Slovenije, pa ima 16 resorjev. Tako da ne vem, zakaj bi zato, da neka vlada uresničuje načrte, morala povečati število ministrstev za 4. Tukaj ne gre za nobene načrte, tukaj gre za Alenko Bratušek, za Marjana Šarca in za Luko Mesca, ki sta zahtevala ministrske stolčke, ko ste se združevali, in za njih se delajo nova ministrstva. Novo ministrstvo bo najprej stalo nekaj 10 tisoč evrov, se strinjam, na začetku to ne bo velik strošek. Pri naslednjem proračunu bo to nekaj 10 milijonov, kasneje bo to šlo na 100-200 milijonov, ker to je zakon birokracije. Tako da s tem, ko se birokracija, ki je itak že problem po svoji velikosti v Sloveniji, še povečuje, se ljudem neposredno jemlje denar iz žepa. Torej, nov udarec, gospod Golob, za davkoplačevalce? Vsi vemo, koliko je bilo zaposlitev v tej isti birokraciji v zadnjih mesecih prejšnje vlade. Pa ne bom tega pohrebil, ker gledam v prihodnost in me ne zanima preteklost. Ta 3 ministrstva, pa mimogrede, Italija ima 24 ministrstv, Švedska ima 23. Da ne bo to Slovenija rekorderka, ker nismo. Kje pa? Ampak bolj pomembno kot to, vsebina. 3 ministrstva so 3 ministrstva za prihodnost. Prvo ministrstvo, to je podnebno ministrstvo, bo imelo eno samo nalogo, kako res podnebne politike upeljati v vsako poro delovanja vlade. Delovalo bo krovno. Kaj pa ključ, ki ga bodo ljudje videli? Pospešena solarizacija, sončno elektrarno za vsako gospodinjstvo. To je ključ. Tega ne moreš narediti, če nimaš fokusa na temu. Če bi bilo to možno, ne bi bili danes zadnji v Evropi. Gospod Golob, zagotovite, da to ne bo udarilo po žepu davkoplačevalcev na tem mestu, ker vas boste držali za besedo. Glejte, se proračun za leto 23 in 24 je potrjen v državnem zboru. V teh dneh smo ga potrebovali. Sam je rekordna tekoča poraba, rekordni primanjkljaj. Ampak to vsi vemo, zakaj? Zato, ker so v njemu ukrepi za blaženje draginje. In je zaradi tega zelo jasno napisano, rezerva je velikanska. Rezerva, ki je namenjena komu, da bo gospodarstvo prebrodilo draginjo. S tem je nič narobe. Glejte, vsaka vlada ima pravico, da se organizira in reorganizira tako, kot misli, ne, da bo svoje cilje uresničevala. In prioritete se spreminjajo. Se pravi, če nastane neka nova prioriteta, o eni je zdaj govoril gospod Golob, potem se pač reorganiziraš, mogoče preimenuješ neko ministrstvo, prerazdeliš, eno ustanoviš, drugo ukineš. Ne pa da dodatno ustanoviš še 3 ali 4, ker to je neposredno neto povečanje birokracije, ki ni primerljivo s tem, da enega ali pa 2 zaposliš. Ker v tem številu v vitki državi smo v preteklosti tudi velikokrat govorili, ampak zakaj država z 2 milijonoma prebivalcev sploh potrebuje 17-20, ne vem koliko ministrstv, zakaj se ne pogovarjamo o 6 do 10? Samo vprašam kot davkoplačevalec. Roko na srce, mi smo to že imeli. Prvo vlado, v kateri sem bil, to je bila Demosova vlada, je bil še izvršni svet, ki je bil podedovan iz časov socializma. Je imel več kot 20 resorjev. 24. Delal sem v tej vladi, delal sem tudi v vladi, ki je imela pol manj resorjev, 12, ne, v tistem našem drugem mandatu. Lahko primeren, gledajte, tudi z vidika vodenja vlade, z vidika predsednika vlade, manj resorjev, ne, bolje stvar učinkovita, lažje se da stvari urejati. Tam, kjer nas je sedelo na Gregorčičevi, 23-24 ministrov, prednji vsak povedal svoje mnenje, se je vlada trajala 4 ure. Ne. Tudi danes nas sedi natančno toliko, kot nas bo sedelo, ko nas bo 20 ministrov, ker so že danes vsi vključeni osebno v delo vlade. Ampak bolj pomembno kot to, koncepti vodenja so se spremenili z leti. Včasih so vsi prisegali na hierarhično vodenje, tudi v gospodarstvu. Najprej so bili v gospodarstvu tisti, ki smo iz hierarhičnega vodenja prišli na tako imenovano vodoravno strukturo ali plitko strukturo.
In koncepti modernega vodenja, ki jih zdaj uvajamo v vlado, pravijo zelo enostavno. Če želiš izpeljati razvojne spremembe, niso samo sončne elektrarne, potem moraš oblikovati posebno ekipo, ki bo imela maksimalen fokus samo na spremembah. In vam povem, katere tri so. Ena so sončne elektrarne, druga so stanovanja. Stanovanjska kriza, ki traja zdaj že leta v Sloveniji, je ena ključnih razvojnih izzivov za Slovenijo. In ta tretja stvar je, da mi združujemo na enem mestu znanost in inovacije. Danes so inovacije na gospodarstvu in delujejo same zase in znanost same zase. Mi bomo to pomembno. Znanje moramo povezati z enim samim ciljem, da bo na razpolago gospodarstvu, da bo ustvarjalo tudi dodano vrednost. Se vam zdi to pomembno ali ne, ta tri dodatni resorji? Tri dodatni resorji so dodatna birokracija, dodatno kompliciranje, dodatne težave pri vodenju. Ne poznam države, ki je imela ministrstvo za sončne elektrarne. Za podnebne politike jih je kar nekaj. Ja, absolutno, gledajte, ampak podnebna politika niso samo sončne elektrarne. Ne. Tukaj potrebujete, po moje, če je to prioriteta, in to verjetno je prioriteta v tej situaciji, ministra brez resorja, ki koordinira te politike, ki je treba koordinirati po različnih resorjih. Ne morete vse to združiti v en resor. Ampak gospod Mesec je gospod Golob že dejal, ne, da tega ministrstva ne bo, potem ste vi dejali, da absolutno bo, zdaj imamo to na referendumu. Ne, on je bil slabo razumljen. Ja, ampak vseeno on bo ostal na ministrstvu za delo, gospod Marjevac bo potem na solidarni trg. Tako je. Aha, Minister Mesec je hotel povedati, da on ostaja na ministrstvu za delo in da se ne bo selil, zato ker je bil od sicer nesmiselnih očitkov, da je ministrstvo narejeno zanj. Ministrstvo je narejeno zato, da bojo mladi lahko prišli do stanovanj in zato, da bojo starejši prišli do dolgotrajne oskrbe. To je namen tega novega ministrstva in da bo minister, ne da se bo ukvarjal z gašenjem 1000 požarov, ki nastajajo vsak dan, res lahko imel fokus na razvojnih izzivih. Torej, razvojni izzivi so ključni, se strinjate? No, razvojni izzivi so seveda ključni, ampak recimo ministrstvo za solidarno družbo, veste, solidarnost je vrednota. Splošno sprejeta vrednota v Sloveniji, v Evropi, v celem civiliziranem svetu in to solidarnost, gledajte, se izvaja ali pa moraš izvajati v vseh resorjih. Ne moraš imeti ministrstvo za solidarnost pa za solidarno družbo. Potem naslednjič, kaj bo ministrstvo za poštenost. Razumete? Gre za to, da se tukaj dela nekaj, kar je neka megla, ki bo na koncu imela nove tajnice, nove državne sekretarje, nove šefe direktoratov, nove podsekretarje, na koncu novih 10 milijonov stroškov za slovensko gospodarstvo in davkoplačevalce. A vam povem, kje je vse to, kar je bilo zdaj rečeno, ali kaže na nepoznavanje ali pa na zavajanje. Seveda noben od teh resorjev ne bo ustanovljen novo, ker že obstajajo, samo na drugih ministrstvih so. Danes je stanovanjski resor na Ministrstvu za okolje in prostor in bo prenešen na novo ministrstvo z enim samim ciljem, da bo iz dinamike 1000 stanovanj letos na leto prešel na 3000 stanovanj na leto v prihodnjih 4 letih. Razvojnih sprememb nikjer na svetu, še najmanj v gospodarstvu, pa tudi v politiki ne moreš izvajati z istimi ekipami na isti način, kot se je delalo zadnjih 30 let in pričakovati, da bo pa zdaj produktivnost kar enkrat večja. Take formule ni znašel še nihče, tudi mi je ne bomo iskali. Glejte, sredi ministrstva za stanovanja ne bo niti enega stanovanja več, prej bo kakšno manj, zato ker bo ta denar, ki bi šel lahko za stanovanja, zdaj porabljen za birokracijo na tem ministrstvu. A se zavedamo, da za stanovanje potrebujemo stotine milijonov? Medtem ko gospod Janša govori o birokraciji, ki bo meril njihov učinek v par 10 tisoč evrih, in to primerjamo zdaj skupaj, brez vložka ne more biti nobenega rezultata. In naš vložek v teh 3 ministrstvih je znanje. Znanje ljudi, ki se na to spoznajo, bodo morali realizirati rezultate. In rezultati so edini, kar štejejo. In tle bomo šteli rezultate v stanovanjih, da. Slovenija je imela leta 1996, to je 5 let po osamosvojitvi, ko smo zaokrožili svojo državnost, dogradili resorje, ki jih prej nismo imeli, ko smo bili republika v bivši Jugoslaviji. Približno 40 tisoč ljudi manj zaposlenih v administraciji in birokraciji, kot jih imamo danes.
s tem, da smo nekatere pristojnosti vmes prenesli na Evropsko unijo. Je pa res, da vsaka vlada dodatno To- zaposlovala, ene več, ene manj, to- tudi vaša, gospod Ne, Janša. ni res. Naša vlada v drugem mandatu, takrat, ko je bila kriza, ne, je bistveno oklestila birokracijo, pripravila je tudi načrt za naprej, vendar so nas potem porušili. Dobro, na tej točki, če potegnemo razpravo naprej, po oglasi gremo na referendum še bolj podrobno, seveda, kot smo že v zakonu o RTV-ju. Vemo, ogromno prahu dviguje, kaj spreminja novela zakona, kdo bo torej vodil oziroma bi vodil javni servis, ali gre res za depolitizacijo ali ohranjanje položaja oziroma prevlado nad medijem, za katerega državljani plačujejo RTV prispevek in si seveda zaslužijo kakovosten in kredibilen program. Kaj je v ozadju? Pa tudi, če referendum ne uspe, ali bo šel zakon v presojo na Ustavno sodišče, ostanite z nami. Želenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Dobrodošli nazaj, z nami sta aktualni nekdanji premijer Robert Golob in Janez Janša. Gospod Golob, RTV, zadeva, za katero ste dejali, da je vaš edini minus ob 100 dneh vlade. Kako boste zagotovili torej s to novelo zakona depolitizacijo, kot pravite, ko bo namesto 29-članskega programskega sveta in 11-članskega nadzornega zdaj svet zavoda s 17 člani, 6 predstavnikov zaposlenih, 11 predstavnikov javnosti? Torej, osnovni postulat, ki smo si ga zadali pri RTV-ju, je, da nikoli več nobena stranka ne more preko večine, ni važno, koliko je velika, v parlamentu prevzeti tega zavoda. Želimo, da ta zavod dejansko postane ponovno javni. Javni v smislu, da služi interesom celotne javnosti. Ne samo ene strani političnega telesa ali druge, ampak celotne javnosti in ves čas. Zato smo spisali zakon, kjer v resnici vse člane sveta imenujemo preko organov civilne družbe. In to ne katerihkoli, ampak uveljavljenih organov civilne družbe. In nihče od njih nima prevladujoče večine, vsak predlaga po enega ali dva. Želimo, da je čim širši spekter družbenega delovanja zajet v tem svetu, ki bo nadziral in Torej programsko pravite usmerjal. depolitizacija, da? Se strinjate s tem, gospod Janša? Depolitizacija, politika stran roke od javnega servisa. Ne, kdo to pravi? Politik, ne. Glejte, prvi problem s tem zakonom je, in tukaj smo seveda tudi pri vprašanju ustavnosti in zakonitosti in tudi smotrnosti in racionalnosti, da ta zakon ukinja nadzorni organ v zavodu, ki razpolaga z 120 milijoni evrov našega denarja. Ne. Vsi moramo plačevati to naročnino ali prostovoljno ali prisilno, ker je to zakonska norma. Ne bo več nadzornega organa, bo samo nek enoten organ, ki ne bo več sestavljen večinoma kot je zdaj, večinoma iz predstavnikov, gledalcev in poslušalcev. Politične stranke mislim, da imajo samo 5 predstavnikov v tem zavodu doslej, ampak iz nekih predstavnikov institucij, ki jih obvladuje vlada. SAS, OKS, informacijski pooblaščenec in tako naprej. 5 ali 6 je takšnih, se pravi, ljudje, ki se itak imenujejo, ne, strani politike, bodo potem imenovali naprej ljudi in nekaterih nevladnih organizacij, ki so trenutni oblasti všeč. Je pa še na stotine drugih nevladnih organizacij, ki ne bodo imeli svojega predstavnika. Tako da iskati formulo, po kateri bi dejansko gledalci in poslušalci ali pa tisti plačniki RTV prispevka imeli neko enakomerno zastopstvo v tem organu preko nevladnih organizacij, je enostavno nemogoče, ker jih je toliko, da ne moreš vse dati zraven in je poleg te formule, ki je zdaj v tem zakonu, zelo težko najti kako bistveno boljšo, zato je ta zakon prestal že 2 referenduma, velja 20 let, večino tega časa, ne glede na to, da smo bili prva ali pa druga stranka v parlamentu v tem času, še zdaleč tega organa nismo obvladovali. Mislite, da se bo politika potem prikradla na RTV ravno skozi te organizacije? Ne, politika bo preko tega organa, ki ga ta novela zakona uveljavlja, prišla na polna vrata tudi tam, kjer jo zdaj ni. Na polna vrata politika, gospod Golob. Kako bi lahko politika bolj uničevala RTV, kot se to dogaja danes? Če bi zna to razložiti, kapo dol. Ne da se bolj kot sedaj, ko so ljudje direktno iz strank
PR stranke, ljudje direktno iz kabinetov predsednikov vlade, bili imenovani v organe direktno. Ne more biti hujše politizacije, kot je danes. Ampak, dve cvetki. Gospod Janša govori o tem, da je treba plačevati. Ljudje v programskem svetu, ki jih je imenoval parlament v času vladanja zadnje vlade, odkrito priznavajo, da ne plačujejo naročnine. Se pravi, ljudje, ki so v programskem svetu, hkrati povejo, da ne plačujejo. Nadzorni odbor, koliko je koristen. Poslovanje RTV-ja nikoli do sedaj še ni bilo tako katastrofalno, kot je sedaj. Kar pomeni finančno, nikoli tako katastrofalno kot sedaj. Gledanost je radikalno padla v zadnje leto, odkar se je zgodil strankarski prevzem RTV-ja. Slabša situacija, kot je zdaj, sploh ne more biti. In še to o politizaciji. Na eni strani se zanika, da bi od 29 danes 21 imenoval parlament. 21. Če to ni večina, ne vem, kaj je večina. 21. Po našem zakonu ne bo parlament imenoval nič. Veste, kdo bo imenoval namesto parlamenta? Slovenska akademija znanosti in umetnosti. A je to strankarska inštitucija pod vplivom vlade? Ja, Ne. gremo naprej, gospod Janša. Kaj pravite na to in seveda tudi, da bi RTV namesto generalnega direktorja torej vodila 4-članska uprava? Je dobro, da ne kako predsedstvo z enoletnim mandatom, kot je bilo čas v Jugoslaviji, ampak zdaj resno. Glejte, včeraj sem poslušal neko soočenje, kjer so bili navedeni podatki, ki demantirajo to, kar smo ravnokar slišali. To, da gledanost pada in da je finančna situacija daleč najslabša, kot je. Oboje je ravno obratno od tega, kar smo zdaj slišali. Dokumenti uradni to govorijo. Uradne dokumente so brali na tem soočenju. Pa pol berete Drugo, nekatere od teh institucij, ki so zdaj predlagane, ki naj bi imenovali ljudi v ta organ upravljanja, so tudi doslej predlagali ljudi v ta organ upravljanja in parlament je to samo naprej sprocesiral. Ni mogel imenovati nekoga drugega, ne? Ker zakon to omejuje. In ko gre za predstavnike strank, ne, zakon določa, da niso samo predstavniki vladajoče stranke, ampak da so predstavniki vseh strank, ki so v parlamentu, tako opozicije Torej govorite o kot pozicije. In je ta uravnoteženost, ki je zdaj, ni najboljša. Ne, mi smo bili zadnjih 20 let, kot sem že dejal, ali največja ali druga največja stranka, pa nikoli nismo imeli kakšne večine Tukaj gre v za tem razlike organu. konceptih, ne? Uravnoteženost ali politika stran iz RTV-ja. Ja, ampak ne na ta način. Aha. Razumete? Zdaj, politika strani vsega, recimo, no, za primerjavo, kateri je najvišji organ v tej državi, nad katerim je samo modro nebo? Ustavno sodišče. Kdo ga imenuje? Parlament. Ne? In ustavno sodišče je verjetno bolj pomembno za zdravje demokracije in duha v neki državi, kot pa nek svet javne ustanove, kot je radio, televizija, čeprav je ta tudi zelo pomembno. Ja, Tako da dovolj, Janša, na, Janša, na, ja, na neki točki je te demagogije dovolj. razumem. Ne, odličen primer. Zakaj je ustavno sodišče še vedno uravnoteženo? Zato, ker je predlagatelj izključno eden in to je predsednik republike. In se ga ne da zmanipulirati, ker je funkcija znana. Parlament pa potrjuje predloge predsednika. Medtem ko v primeru RTV-ja res moramo ugotavljati, ali je trenutna situacija strankarsko enoznačna in zmanipulirana? Seveda je. In zakaj pravim jaz v celoti ven politiko? Ravno zaradi tega, da ne bi kdo, mogoče iz obstoječe koalicije nekoč, prišel do uskušnjavo, ko se bojo mandati iztekli, da bi potem po istem kopitu, ne, zdaj imamo čas, da rečemo, nočemo tega. Še preden se mandati iztečejo, hočemo postaviti nov sistem, kjer bomo imeli svet zavoda, RTV, postavljen v interesu širše, ali pa če hočete, v celotne slovenske družbe. In to je tisti ultimativni cilj. Jaz verjamem, da nekomu, ki je celo življenje v politiki, ta koncept ne diši. Jaz pa gledam drugače. Jaz pa verjamem, da politika se mora znati tudi samo omejevati in RTV na podlagi zadnjih izkušenj je poligon tega, kako se moramo znati omejevati, ne pa uničevati javnega servisa. Samo omejevati, ampak še vseeno, če ne uspe, oziroma če referendum ne uspe in je zakon sprejet, kaj to pomeni potem za naslednje poteze, gospod Janša?
Lahko gledamo potem to sago še naprej. Ustavno sodišče namreč. Dr. Avbelj govori o večkratni protiustavnosti te novele brez javne razprave, zakon po nujnem postopku. Dr. Cerar, ki se sicer ni opredelil do neustavnosti oziroma do tega spremembe neustavne, pravi, sporno bi lahko bilo to, da politika prek zakona dobesedno ukine vse organe naenkrat. Na drugi strani pa v pravni mreži za varstvo demokracije pravijo, sprejem novele je nujen za uresničitev temeljnih ustavnih pravic in načel, ki jih v svoji sodni praksi je že ničkolikokrat poudarilo prav Ustavno sodišče. Kaj lahko torej pričakujemo posledično, če bo novela zakona o RTV v nedeljo sprejeta? Glede, ta pravna mreža je ta zakon pisala, ne? Zato ga verjetno podpira, to ni neko nevtralno pravno mnenje. Vse bi nas morala skrbeti mnenja eminentnih pravnikov, ki vidijo poleg točk, ki sem jaz navedel, še druge neustavnosti v tem zakonu. In zagotovo bo kdo od tistih, ki po sedanjem zakonu lahko predlaga predstavnike poslušalcev in gledalcev v organu upravljanja, kot je zdaj, zakon izpodbijal na Ustavnem sodišču. Zdaj, kaj bo Ustavno sodišče v tej sestavi naredilo, je seveda drugo vprašanje. Je pa to, da se po nujnem postopku, potem, ko smo prej v našem mandatu, je bila predlagana, mislim, da je ena manjša sprememba zakona o RTV-ju, ki ni nič ukinjala, nič čez noč spreminjala, nič postavila na glavo, pa smo poslušali 1 leto, da se to ne sme po hitrem postopku, po skrajšanem postopku, da mora biti široka javna razprava, in ta zakon ni bil sprejet. Zdaj se je pa prišlo z radikalno novim zakonom in se ga sprejema po zakonu za vojno stanje. Zakon o vojnem stanju, govorimo o zakonu o RTV-ju. Vam bom drugače odgovoril. Strinjava se v eni točki, in to je, da je Ustavno sodišče tisti ultimativni razsodnik. Veste pa, kjer si upam trditi, da so te izjave neiskrene. Ker ukolikor bi SDS verjel, da je zakon neustaven, ni nobene potrebe, da zapravljamo čas in denar z referendumov. Že zdavnaj bi lahko vložili zahtevo za ustavno presojo. Zakaj še niso? Zato, ker je to samo orodje za zavlačevanje, ko bodo na referendumu pogoreli, ko bodo ljudje povedali, da so za javno RTV, potem bojo prišli podporniki SDS in vložili zahtevo za ustavno presojo, da bi podaljšali agonijo, ker ne želijo spustiti strankarskih krempljev RTV, ker ga nameravajo do konca uničiti. Samo to je razlog, zakaj se zdaj govori o neustavnosti. Ves čas na tem svetu so imeli, od avgusta dalje, da to naredijo, raje kot da zapravljamo denar na referendumu. Ampak ne, jih ni zanimalo. In še ena stvar, javna razprava. Jaz osebno, sem sedel na Trgu Republike in sem večkrat povedal pred volitvami, kaj bomo naredili. Pred volitvami osvobodili bomo RTV s tem, da bomo spremenili zakon RTV. To je bilo aprila letos. Nismo se tega spomnili ne avgusta, še manj decembra. Bili smo transparentni do ljudi ves čas in ljudje so nam dali podporo na volitvah. In danes, ko hočemo uresničiti tisto, kar so ljudje nagradili na volitvah, pride nekdo, ki bo poražen in pravi, ne bom tega dovolil. Ne boste tega dovolili, gospod Janša? Najprej nekaj osnov prava, gledajte. Zakona, ki ne velja, ne morete izpodbijati na Ustavnem sodišču. Ko se zakon enkrat uveljavi, tudi če ga izpodbijate na Ustavnem sodišču, s tem ne zadržujete njegovega uresničevanja, ker se uresničuje. Tako da tukaj je polno nelogičnosti. Drži to, kar ste dejali, da ste pred volitvami govorili, kako boste zakon spremenili. Niste pa povedali, kako. V razpravo se dajo konkretne rešitve in glede na to, da gre tukaj za zakonodajo, ki zadeva vse, ker vsi plačujemo RTV prispevek, si najbrž ta javnost zasluži nek čas za razpravo o teh rešitvah, ne da se to sprejema po zakonodaji, ki je predvidena za izredne razmere. Kaj bo s tem RTV prispevkom, se zdaj že ve, če bo zakon sprejet? To sploh ni stvar. Ni stvar Ne zakona, ne referenduma. Tisto, kar je treba narediti, je, da se čim prej sedanja agonija preseka. Vsak mesec, ki ga izgubimo, je mesec, ki v resnici poglablja tudi finančno krizo na tem zavodu in ki bo kasneje nas več stal. Ampak bolj pomembno od financ, res, žal, bolj pomembno od financ, je to, da se s tem uničuje javni servis. Pravica do informiranosti prebivalstva ampak ne samo z uravnoteženimi informacijami. Saj so bili že do zdaj nekateri novinarji levi, pa nekateri desni.
Zato je bil ta servis uravnotežen. Danes več ni. Danes je samo še ena plat. Ja, Tista, kar ki je se tam. žalostno, ko govorimo o novinarstvu levih desnih. Hvala lepa za enkrat, spoštovana gosta. In po glasih seveda nadaljujemo razpravo o tem, kako poskrbeti za, čeprav o tem smo že veliko govorili, bomo malce manj o dolgotrajni skrbi, pa tudi o volilni udeležbi in rezultatih na lokalnih volitvah zadnjo nedeljo. Torej, kdo je zmagovalec, kdo je iztržil največ? Neodvisni kandidati, seveda zagotovo, med strankami pa kdo? SLS, SDS, Gibanje Svoboda in kakšna bo naslednja poteza Roberta Goloba in Janeza Janše, če ima v nedeljo morda ne uspe. Kako bosta prevzela odgovornost, lepo vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi. Dobrodošli nazaj, gledate soočenje Roberta Goloba in Janeza Janše. In omenila sem prej že ankete javnomnenjske, ki sicer so ta hip v prid sicer, da bi v nedeljo vsi glasovali za vse 3 zakone. Ne vsi, ampak da bi večina glasovala, več kot polovica. In če se to gospod Janša izkaže v nedeljo, kaj boste storili? Kakšna bo vaša naslednja poteza? Boste prevzeli odgovornost? In bomo kot vlada odstopili. Ne, in boste vi s vrha... Smo vas že odstopili. Ja, govorimo o predsedniku, kot predsednik SDS. Verjetno bi morali vprašati tistega, ki pač lahko odstopi od nečesa. No, ampak, glejte, ti 3 referendumi, ki so pred nami, to so vse pomembne teme, še posebej dolgotrajna oskrba, ampak to ni naš ključni problem da je v naslednjem letu ali pa v letu od danes naprej. Zdaj, če bo recimo zakon dolgotrajni, če bo ta novela zakona o dolgotrajni oskrbi, ki prelaga za 1 leto uveljavljanje pravic, pač preložena za 1 leto, potem se vprašajmo, kaj bo vlada, katerakoli, verjetno ta ista, naredila čez 1 leto. Ko bo gospodarska rast komaj pozitivna, če sploh bo, ko bo šel primanjkljaj v višave, ko bo še vedno problem inflacije. Kaj bo takrat vlada naredila? Dobili bomo kot predsednik SDS-a, ne boste. Dobili bomo še eno novelo zakona, kjer se bo uveljavitev tega zakona preložila še za 1 leto ali pa za 2 leti. Gospod Golob, in potem tudi odgovornost, če bo večina glasovala proti. Toliko nesmislov, kot je bilo zdaj povedanih na konkretno vprašanje, je res težko dati skupaj. Bolj pomembno, ker je bilo rečeno, gospodarska rast prihodnje leto, mednarodne inštitucije so nam jo ravno kar dvignile. Zakaj so jo dvignile napoved? Dvignile so, da bo skoraj 2% in ne recesija, kot se je napovedovala. Zakaj? Zaradi ukrepov te vlade. Zelo jasno poročilo Mednarodnega denarnega sklada, zelo jasno. In oni ne delijo komplimentov kar tako. Pred par dnevi je bilo, inflacija bo nižja od pričakovane in bo padla. Gospodarska rast bo višja od pričakovane. Kaj pa recesija? Podjetniki opozarjajo, da smo pred recesijo. Ne. Globalno gledano je tveganje pred recesijo veliko. Ampak to poročilo Mednarodnega denarnega sklada je bilo jasno. Slovenija je v boljši poziciji, kot smo si predstavljali. In to je dobra novica in je prav, da to ljudje vejo, ne zaradi zasluh kogarkoli, ampak zato, da bo negotovost med ljudmi manjša. Pravilno je tako. To ne pomeni, da lahko mi spimo na vladi in seveda ne spimo, čeprav se moramo tudi ukvarjati z referendumi, ampak ne spimo. Ampak kaj, če bodo? To smo vprašali, to je bilo moje vprašanje. In se zdaj vrnem na to. Predlagatelj referendumov ni vlada. Je SDS, ja. Predlagatelj referendumov je SDS. In da danes predsednik SDS beži od odgovornosti za nekaj, kar je sam predlagal, povedal ste o njemu, ne o nas. Kaj pa, če bo 3-krat proti v nedeljo? Če bo 3-krat proti, mimogrede, sem prepričan, da ne bo. Niti enkrat proti, kaj šele 3-krat. V tem primeru bomo pač morali, ker smo strani volivk in volivcev pooblaščeni, da tem mandatu vodimo vlado, priti z novimi rešitvami. In jih bomo seveda našli. Našli bomo rešitve, kako bomo kljub temu, da bi bili eventualno ti zakoni zavrnjeni, kako bomo kljub temu vodili državo. In veste, zakaj sem to prepričan, da bomo z lahkoto naredili? Ker je že danes vodimo. In zakaj to ni referendum o tem, kdo je zmagal na volitvah 24. aprila? Zato, ker volitve ima še enkrat na 4 leta
in ne vsake 2 meseca. Dobro, in zdaj zakaj je zaupanje pomembno? vama in tudi strankami In vlade je zakaj ta je referendum pomembno? zelo, zelo pomemben. Če Saj dovolite, ja. tega ne, zato pa nagovarjamo ljudi, da ne pridejo. Zato se pa ne skrivamo za neudeležbo. Ampak v razvitih demokracijah seveda tudi naslednji premierji, predsedniki strank ob morebitnih porazih in da referendumi so pomembni, prevzemajo odgovornost. Pri nas te stranke se ne Seveda zaupuje. takrat, Ja. ko bi bili mi tisti, ki bi šli na referendum z zakonom, ki bi rekli, vežemo zaupnico vladi na ta zakon. Ta procedura je popolnoma jasna. Ne more biti opozicija, ki bo mogoče sprožila referendum na vsak zakon, ki ga bo vlada dala, sprožila referendume samo v upanju, da bojo ljudje nekoč pritrdili. Zato jaz pravim, ljudje, pejte zdaj na volitve. Zdaj povejte, ali Dobro. hočemo referendume vsake 3 mesece. In to je tisto, kar bi jaz pričakoval od predsednika opozicijske. Mogoče ne, da prevzame odgovornost pa da odstopi, se to je nerealno. Ampak, če bo dobil sedaj zelo jasen signal strani ljudi, ki bojo 3-krat za, ali bo vlagal referendume vsaka 2 meseca? Bom odgovoril, gospod Janša. Glejte, po slovenski ustavi stranka ne more vložiti predloga za referendum, niti še manj predsednik stranke. To lahko naredi najmanj 40.000 volivk in volivcev. In te referendume je predlagalo oziroma zahtevalo skoraj 160.000 volivk in volivcev. To, ki je bilo podpisal 3-krat, s 3 Pa niso vsi vse podpisali. No, s 3 dejte deliti, vse vemo to. 3 referendume je predlagalo skoraj 160.000 volivk in volivcev. To, ki je bilo podpisal. Ja, kdo jih je podpisal? Marsovci. Vsak je podpisoval 3-krat. Pa sej vemo to, no dobro, Se ni važno, se ni važno. Dovolj podpisov je bilo. 40.000 podpisov najmanj rabi za to, da nek referendum predlagaš. Drži. Če bodo zakoni padli na tem referendumu, vlada ne bo odstopila. Še nikoli nobena vlada v Sloveniji ni odstopila po referendumu, ker na referendumih se ne odloča o zaupnici vladi, ampak določeni vladni politiki, ker gre za 3 različna področja. To je povezano. Ne? Leta 2011 je pa seveda poraz na 3 referendumih vodil k hitremu padcu koalicije in odstopu Pahorjeve vlade. Pahor je bil takrat, ja. In predčasnim volitvam. Mogoče je šlo takrat za težje vprašanja, pa za težjo situacijo. Ampak To se je krhalo že prej. Ja. Ampak bomo videli, kakšna bo situacija naslednje leto. Ja, poglejte, ko smo ravno pri odstopih odgovornosti. Mi imeli smo zdaj lokalne volitve, županske, iz lokalne ljubljanske politike, gospod Janša, po 12 letih se je umaknil vaš poslanec, torej gospod Logar, predsednik sveta stranke, kandidat. Rezultat je bil slab, odstopa, ker je tako prav. Se strinjate s to potezo gospoda Logarja, da ali ne? Zdaj omenili ste lokalne volitve. Že gospod Golob je govoril, da so bile zadnje volitve aprila. Ne, zadnje volitve so bile v nedeljo. In kdo je zmagal? In Svoboda je stranka, ki je bila na teh volitvah poražena, tako kot je bila stranka Mira Cerarja leta 2014. Tudi če seštejemo glasove, celo samo v največjih občinah z proporcionalnim volilnim sistemom, je vladna koalicija na teh volitvah grdo izgubila. Če temu prištejemo še večinske volitve v manjših občinah in županske volitve, potem ne vem, gospod predsednik vlade, kako lahko govorite o zmagi. Ampak samo če ne bomo gospoda Logarja, Dobili ste enega župana. Kar se tiče gospoda Logarja, ja, odstopil zaradi slabega rezultata župana v Ljubljani, kandidata. Na lokalnih volitvah v seštevku je Slovenska demokratska stranka zmagala, imeli smo pa občine, kjer so bili rezultati slabi. Ena od teh občin je bila Ljubljana, kjer so imeli doslej, mislim, da 10 članov mestnega sveta, zdaj jih je pa 5. Gospod Logar je bil predsednik tega odbora in je po teh volitvah in po tem slabem rezultatu odstopil. Podpirate, se mi zdi. Je pa seveda to treba jemati tudi v nekem širšem kontekstu. Mimogrede o tem sem dal obsežen intervju v Demokracijo, lahko ga tam preberete. Kaj pravite gospod Golob in tudi v kontekstu gospoda Logarja, ki je že po koncu predsedniških volitev dejal, da se začenja nekaj velikega, pripravlja morda nova stranka, karkoli? Ne bom komentiral, razen da Če boste kdaj v prihodnosti vidni predstavniki strank ne odstopajo iz zmagovitih strank. Če bi bila zmaga tako nesporna, nihče ne bi odstopal. Pika. Kar se tiče Svobode, mi nismo nikoli razglasili zmage. Ne, mi smo bili ponosni na dosežen rezultat, pa ga bom pojasnil. V mestnih občinah, ki so bili naš glavni cilj, in tega nisem nikoli skrivil, res je, niso še končane volitve za župane,
Res je, ne bomo dosegli cilja, da bi imeli polovico, cilj je bil zelo visok. Ne bom komentiral vaših ciljev v mestnih občinah. Cilj je bil zelo visok, ne bomo imeli polovico županov, ne s podporo, niti ne naših. To že vemo. Ampak v teh istih mestnih občinah smo od 414 svetnikov, to je skupaj vseh svetnikov v mestnih občinah, dobili v Svobodi 85, medtem ko jih je SDS dobil 53. To ne pomeni, da smo mi zmagovalci ali edini zmagovalci. Tega nisem nikoli rekel, tudi zdaj ne bom tega rekel. Ste pa napodovali 6 županov sicer pred. Polovico smo napredovali. Da, in zdaj bomo mogoče imeli s podporo ali brez podpore 2 namesto 6. In tega ne skrivam. Morda še eno vprašanje v zvezi z gospodom Logarjem, gospod Janša. Ali pričakujete, da bo gospod Logar morda tudi po nedeljskem referendumu oziroma trojnem referendumu odstopil tudi z vrha sveta stranke SDS? Kaj bi to pomenilo za stranko? No, najprej ne rečem, da se Slovenija niso samo mestne občine, so pomembne, ampak večina Slovencev živi izven mestnih občin in so vsi rezultati pomembni. Tudi v mestnih občinah absolutno. In tukaj se je pač videlo, zdaj, koliko kdo tehta in sklicevati se potem, ko smo imeli v nedeljo volitve, na ene volitve, ki so bile prej, to lahko sicer počnemo, ampak nas bo to pripeljalo daleč od realnosti. Ali pričakujete, da bo gospod Logar to rekel? Glede Logarja pa, kot sem dejal, preberite Demokracijo in bo vse jasno. Dobro, še zadnji nagovor, bom rekla, pred nedeljo, še malo je do začetka volilnega molka, v nedeljo gremo seveda na trojni referendum. Kaj pravite, gospod Golob, zakaj ne torej 3-krat glasuje za? Zelo kratko in jedrnato. Jaz mislim, da je ključno, da se res ljudje udeležijo v čim večjem številu tega referenduma, zato da ne bo možna interpretacija prepuščena politikom, kdo je zmagal, ampak da bo zmagi odločali volivke in volivci. To je meni najbolj pomembno. Na drugi strani pa zakaj 3-krat za? Zaradi tega, ker gre za 3-krat za, zato da bo vlada delovala učinkovito in razvojno, 3-krat za, zato da bomo dolgotrajno oskrbo dejansko izvedli na način, da nihče ne bo prikrajšan in da bojo vsi dobili več, in 3-krat za, zato da bomo to nesrečnost agonijo javnega RTV dokončno presekali enkrat za vselej in jo enkrat za vselej vzeli vsem strankam. Pa če tudi bo stranka Svoboda nikoli zaradi tega ne bo obvladovala RTV-ja, hvala Bogu, da je tako, ne želimo si, da je javna RTV televizija strankarska televizija, to je pa situacija, v kateri smo danes. To moramo presekati in zaradi tega je ključno, da se ljudje udeležijo in glasujejo 3-krat za. Gospod Janša, vaša stranka je predlagateljica referenduma, izvolite. Ne, predlagatelji referenduma so volivke in volivci, naša stranka je pobudnica referenduma. Dobre. In predlagamo, da se v nedeljo glasuje 3-krat proti. Proti noveli zakona o vladi, ker ne poznamo države, ker bi se učinkovitost povečala s tem, da se vlada in birokracija bistveno povečata. Zdaj ne vem, kdaj je Švedska to naredila, ampak zagotovo ne v zadnjem času. Proti noveli zakona o RTV-ju, ker je protiustaven, ker ukinja nadzorni organ, čeprav se tam troši 120 milijonov evrov na leto, in ker jemlje pravico gledalkam, gledalcem, poslušalkam, poslušalcem, da imajo zastopstvo organov, ki upravljajo z tem zavodom. In proti noveli zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je zelo kratka, v kateri je praktično en sam člen, in s tem členom se prelaga uveljavitev pravici dolgotrajne oskrbe, to, da se iz skupnih sredstev plača tistim, ki potrebujejo dodatno oskrbo v domovih za ostarele, pa tudi na domovih, da se to preloži za 1 leto, ker če se bo preložilo za 1 leto, glede na situacijo, ki se naslednje leto napoveduje, bo potem preloženo še za 1 leto. Torej, 3-krat proti siromašenju Slovenije. Kakorkoli bodo volivke in volivci odločili, bo prav. Mislim pa, da je prav, da se vsi seznanijo in da ne glasujejo za neko rešitev, misleč, da bodo neko pravico dobili, v resnici pa s tem zgubljajo. Torej bomo videli, kako bo nedeljo. Hvala lepa obema seveda za to prvo, rekli z oči v oči soočenje po aprilskih volitvah in seveda srečno vsem, predvsem pa seveda volivkam in volivcem, oni imajo vedno prav. Hvala lepa. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, pa hvala lepa za vašo pozornost. Še dobra 1,5 je do volilnega molka. Gledali ste torej soočenje argumentov Janeza Janše in Roberta Goloba glede trojnega referenduma.
Kako se bo vse skupaj končalo, boste izvedeli na volilno nedeljo malce pred 19. uro. Naše ekipe bodo v štabih, imeli bomo prve odzive, morda že naslednje poteze. Kdo bo torej dobil zaupnico, komu bodo volivke in volivci odrekli. Vse izveste v naših oddajah in na spletni strani 24ur.com. Za nocoj pa hvala lepa in lep večer želim še naprej, pa srečno.